George Soros, Barack Obama, Nika Kovač, Aleksander Soros in spremembe v Sloveniji. Ali drugače, zakaj mora Golob biti vsem poslušan? Niki Kovač iz Inštituta 8. marec. Ne ljubi se mi njenega imena izgovarjati, verjemite mi, ampak ker gre za poseg v družbo, ker gre za preseg nečesa in vračanja nečesa iz jugoslovanskega zakonika, kjer je bil govorni delikt tako močen. Spominjam se, sem bil otrok. Živo se spominjam, ko sem prišel, 8-leten fant, v Faro sem prišel k frančiškanom in me je zunaj počakal pater, po imenu pater Regalat, marsikdo verjetno ga tudi pozna, in je rekel, ja, zdaj pa noter ne smeš, ker je policija. Sem rekel, ja, kaj pa dela policija v samostanu, kaj pa se je zgodilo? Ja, nič, pravi, prišli so in baje je v družini nek članek, to je bila nedelja, nek članek zapisan, prišla je policija in nam je vse časopise zaplenila, ker se nekaj o nečem ne sme pisati. Imam občutek, da se s tem dogodkom, ker je nekdo grdo pogledal, dogajajo stvari, o katerih bomo danes govorili. Namerno izzivanje pozornosti, nemirov, aferice in zavajanje javnosti z dobrimi nameni, vse to je v stilu George Sorosa. In kaj je še rekel nekaj zadnjih dni? George Soros poziva, bodite pozorni, Svetovno banko naj prevzame nadzor nad podnebnimi spremembami. V tem kratkem stavku je povedano, dali vam bomo denar, če boste delali to, kar mi od vas hočemo, če nam boste dali vašo svobodo, vašo besedo, vaša telesa, vašo kri, takrat vam bomo mi na vaše mobitele spustili kakšen evro, kakšen bitcoin in vi boste srečni, ker ne boste imeli poleg, ne boste imeli ne materialnega, ne samih sebe in vi boste srečni, ker boste imeli nič. To je v tem stavku na kratko povedano, ker on se pravzaprav za te stvari zavzema že od nekdaj. In če ni po njegovo znori. George Soros, torej poglejmo sploh, kdo je ta človek. To je milijarder, filantrop, skratka vmeševalec v vlade po vsem svetu. Je v nedavnih pripombah udeležencem Münchenske varnostne konference dejal, da morajo finančne inštitucije, zlasti Svetovna banka, prevzeti vajeti podnebnih sprememb in uporabiti svoje položaje gospodarskega vpliva za politiko in rešitev planeta pred propadanjem. Jaz sem se danes ozrl ven in sem videl, kakšno lepo vreme je. Nikjer nisem videl, da planet propada, ampak v njihovih glavah propada, ker v bistvu nimajo kompletnega nadzora, ki bi ga želeli imeti in zato si plačujejo in kupujejo hude stvari. In v naslednjem dihu potem je George Soros dejal, da je predsednik Svetovne banke David Malpass, ki je zanikoval podnebje, včeraj odstopil. Se pravi, predsednik Svetovne banke, ker je bil zanikovalec podnebnih sprememb, je odstopil. Mislim, lepa beseda, on je odstopil. Preberite navodile za kuhanje čaja, preden ga spijete, ko poslušate George Sorosa. Kajti v teh navodilih piše, kako morate čaj skuhati. Se pravi, ne bodo vas odstavili, morate odstopiti. To je Sorosov način, kako povedati, da regulativni nadzor nad človeškimi dejavnostmi, ki temeljijo na argumentih o podnebnih spremembah, vse to zelo hitro pride iz zapisa ideje ali govorjenja v praktična dejanja. Ti ljudje napišejo na spletno stran, pustijo nekaj časa tam, ljudje to vidijo, so obveščeni in pol začnejo na tej temi delati. To je klasičen modus operandi teh ljudi. In potem mislijo, da smo mi sprejeli družben konsens, da se s tem strinjajo, se pravi, če jaz nekaj vem, še ni nujno, da se strinjam. Vsi, ki ste danes z menoj in ki boste kasneje poslušali na kakšnih drugih videokanalih, če vam nekdo nekaj reče in ste tiho, pomeni, da se strinjate. To so si izmislili, ampak to ne pomeni, da se jaz strinjam. Zato je še kako pomembno govoriti. Ampak po novem je prepovedano še to. Zdaj bo predsednica za
ne vem, česa bomo še to slišali, ne? Kovačeva pazila, kdo bo kaj rekel in kdo bo kam pogledal. Skratka, z besedi je moč. Tišina nikamor ne pripelje, samo z besedo. In tega, kar zdaj počnejo v naši vladi, v društvu Belis, kot v drugi samoupravi, itak smo opazili, ampak mi ne sprejemamo tega. Oni se lahko grejo tam, kar se hočejo, mi smo po 145. členu Ustave Republike Slovenije v drugi samoupravi in nas ne zanima, kaj prebivalci Republike Slovenije počnejo, kajte mi smo državljani Republike Slovenije in kot taki imamo po 3. členu Ustave seveda nadzor nad njimi, zato jih nenehno opozarjamo, zato smo budni in to počnemo, čeprav nam povzročajo velike motnje. Ok, ne samo, da preberete navodila za čaj pri Sorošu, a ne, tudi če se sprehajate po mestu, dragi moji, je treba brati napise, podprimo podnebne spremembe in tako naprej, in razne grafite in slike je treba gledati, kajti to je sporočilo za naslednje korake velike ponastavitve vizije Svetovnega gospodarskega foruma za popolno vlado od zgoraj navzdol, ki jo vodijo elite. To je naslednji korak k enemu svetovnemu redu, k novemu svetovnemu redu, kategoriji Build Back Better ali ponovno zgraditi bolje. Fraza, ki je v letih zatiranja zaradi COVID-19 zmanjšala svoboščine. To je naslednji korak, ki je vnaprej dogovorjen. Korak, ki je predhodno napovedan. Korak za tiste v višjih slojih globalnih institucij, da uresničijo dolgoletno željo po svetovnem komunizmu in kolektivizmu. In Soros, ki se ima za nekakšnega marionetnega gospodarja, svetovne politike seveda, ki svoje bogatstvo proti državam in proti sistemom, političnim sistemom, ki se upirajo z njegovim zahtevam, idejam, uporablja kot orožje, dalje uporablja šibko Belo hišo in Joe Bidena, da poseže in doseže tisto, kar je opisal Klaus Schwab iz Svetovnega gospodarskega foruma sredi pandemije, kot nov temelj svetovnih gospodarskih in družbenih sistemov. Da bo en človek, ki ima cash, bo zdaj naredil nov temelj gospodarskih in družbenih sistemov. Torej, gledajte, ameriške svoboščine so v nevarnosti, ampak to je daleč, a ne? Vemo pa, kako hitro to priplava do nas. Danes se zgodi tam, v naslednji sekundi smo tukaj. Prav tako velja za suverenost svobodnih narodov in vlad ter ljudstev sveta. Globalizem je rak, ki širi kolektivizem in hkrati ubija individualizem. Ubija posameznega človeka, posamezno idejo, posameznega govorca. Se pravi, imamo blokade na internetu, imamo izbrise računov, individualizem se ubija, se uničuje in zdaj še seveda svoboda do izbiranja zdravstva, do zdravja osebnega in pa do svobode govora. Barack Obama, na primer, je poskušal spodbuditi Ameriko v globalistični vladi. In glejte, Donald Trump se je odločno umaknil in dejansko naredil Amerika znova veliko. America great again. Ne? Biden je na novo raztrgal kompletno njihovo ustavo. Že samo politika odprtih meja, ki se jo gre, vodi njegovo Ameriko proti zanesljivemu notranjemu uničenju. Če k temu dodamo še pritisk bančnih inštitucij, da nas prisilijo k poslušnosti globalističnim okoljskim predpisom in Georgeu Sorosu, se bo spopad nezadržno bližal. Moramo preusmeriti naše mednarodne finančne institucije, zlasti Svetovno banko, da se osredotočijo na podnebne spremembe, je dejal Soros. Tako da zdaj bo banka vodila naše zdravje, naše misli, naše podnebje. We trust in God, we have money. Cilji so njihovi neto ničelne emisije, je predlagal, celotni civilizaciji grozi propad zaradi neizprosnega napredovanja podnebnih sprememb, je dejal Soros.
To niso prazne besede, to so besede globalnega vplivneža, ki v tem trenutnem političnem ozračju, v tem trenutnem šibkem stanju Bele hiše vidi okno priložnosti za napredek svojega radikalnega okoljskega programa, ter da svojimi partnerji in plačanimi pajdaši v tej globalni organizacijah doseže tisto, pred čemer je bil pred leti še zelo zasmehovan. Zasmehovali so ga kot teoretika zarote. Svetovni red le z nekaj bebci, z neki, ne vem, izbranci, ki nadzorujejo, ne vem, celotno Ameriko, celoten svet, nemogoče. Poglejte danes, ok? In ne pozabiti, da Svetovna banka ima dolgo roko. Na spletni strani Svetovne banke, če pogledate na worldbank.org, se pravi world-bank.org, piše, da Svetovna banka sodeluje z oblikovalci politik in razvoj trgov, institucij in gospodarstev ter so stabilna, pravična in učinkovita. Pravična, stabilna in učinkovita. Za njih. In zdaj Soros želi to institucijo na čelu, dragi moji, politike podnebnih sprememb. Tisti, ki nadzorujejo denarnico, imajo na koncu vse v rokah, tudi vse niti politike, vse niti gospodarstva in vse ljudi. Ker svet tako funkcionira. Če pogledamo širše, si lahko mislim, tudi rečemo, svet je oder za Sorosa. Kaj nameravata Soros in njegova Open Society Foundation zdaj narediti? No, da malo rišemo to stvar. V zadnjih 50 letih je George Soros, rodil se je 1930, vplival na politiko, družbene norme in deloval, da bi spremenil politiko na svetovnem prizorišču. Bil je eden prvih podpornikov Svetovnega gospodarskega foruma in si je močno prizadeval za uvrstitev Evropske unije. Ampak kdo je George Soros in kaj zdaj namerava? Namesto, da jaz pišem ozadje o človeku, so v poročilih, ki sem jih spremljal prejšnji teden oziroma tudi ta teden, je njegova v bistvu potrjena biografija tudi v Svetovnem ekonomskem forumu s povezavami do njegove fundacije Open Society, ki je organizacija, ki jo je on ustanovil in vodil zadnjih 40 let. Kaj je financiral? V višini vsem tem času 18 milijard ameriških dolarjev. Do zdaj 18 milijard. Še več. Ampak Soros je ustanovitelj in predsednik Fund Management in Open Society Foundations. Rodil se je v Budimpešti, kot smo rekli, leta 1930. Preživel je tako imenovano nacistično okupacijo med drugo svetovno vojno in leta 1947 pobegnil iz komunistične Madžarske v Anglijo, kjer je diplomiral na London School of Economics, nato se je pa ustalil v ZDA, kjer si je preko mednarodnega investicijskega sklada, ki ga je ustanovil in upravljal, nakopal ogromno premoženje. Soros je od leta 1979 aktiven podobno kot Bill Gates filantrop, ki je začel zagotavljati in razdajati sredstva za pomoč najprej temnopoltim študentom pri obiskovanju Univerze Cape Town v apartheidski Južni Afriki. Tako se je vse skupaj začelo. Jaz sem si pogledal en film, pogledal sem si fotografije iz tistega časa. Neverjetno, neverjetno, kaj se je začelo in kako se je začelo dogajati, in to ga je spodbudilo k naprej delu spodbujanju družbe, ker je videl, da lahko na tak način premakne temelje družbe. Če spodmakneš glavni temelj družbe, se pravi kulturo, spodmakneš celo družbo. Od takrat naprej je razdal 32 milijard dolarjev. Open Society Foundations danes podpira posameznike in organizacije v več kot 120 državah, ki si prizadevajo za izgradnjo živahnih, zdaj pa tale beseda, vključujočih demokracij
na katerih vlade so odgovorne svojim državljanom. Tako da zdaj, kjerkoli vam bodo rekli, da se morate nekam vključiti, da če niste vključujoči, da ste genocidni, da se morate zdaj ne vem, kje vse povezovati, krasno, to je vse vključevanje, 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 če se ne vključiš, si pa potem ne vem kdo. Ni res, to je samo čarobna beseda za izvršitev in politizacijo njihove agende. Najprej seveda naredijo nekaj, poslušajo bazo, iz te baze karkoli se dogaja, vzamejo ključne igralce, ključne besede in potem to ponudijo nazaj. To je ta igra nenehnega preigravanja. Veste, to je kot tenis igrišče. Če ti da žogico, jo moraš vrniti. Če žogice ne vrneš, zgubiš, tako da je treba zelo pozoren in zelo previden. Dajmo si malo pogledati, kaj je Open Society Foundations, preberimo iz njihove spletne strani. Torej, Sorošova odprta družba. Fundacije Open Society Foundations delujejo za izgradnjo živahnih in vključujočih demokracij, katere vlade so odgovorne svojim ljudem. Zelo lepo povedano. Ampak ko človek razdela to definicijo, potem se začne drugače obnašati, si zastavlja drugačna vprašanja in tudi drugače na te zadeve gleda. Fundacije za odprto družbo so dejavne, kot smo rekli, v več kot 120 državah po vsem svetu, pri čemer uporabljajo donacije, raziskave, zagovorništvo, vplivne družbe, strateške sodne postopke za podporo rasti vključujočih in živahnih demokracij. Se pravi, skozi ta Open Society ima družbo, ima ljudi, ki jih plačuje, ki se infiltrirajo v razne organizirane družbe, v državne ustanove, ki so temelj demokracije, oziroma zdaj naj bi bile temelj demokracije, in ko po določenem času ljudje se zinfiltrirajo noter, tako kot se zdaj Kovačeva infiltrira v vlado, potem se to začne rušiti in uveljavljati svojo voljo, ker volja ljudstva in programi ljudstva in ves davkoplačevalski denar ponikneta in izgineta za namene elite. Kot piše na njihovi spletni strani Fundacija Open Society, pravi, da so naredile te družbe in ti ljudje veliko dobrega v svetu. Ampak če želite, je možno to časovnico Soroša pogleda tudi na spletni strani, na Open Society Foundations.org, Who we are, our history. Od leta 1979 do leta 2023 ima kompletno časovnico in ko jo pregledate, preberete, se človek res zamisli nad ogromno opravljenim delom, ampak pri tem opravljenem delu jaz vidim negativen vpliv Soroša na družbo. Ljudje, ki to opravljajo, fajn zaslužijo, fajn se imajo, veliko potujejo, lepo jim je, težko se odpovejo tem dobrinam, ker je pač to lepo, dobiš moč, dobiš oblast, dobiš denar, a ne? In takim ljudem je čisto vseeno, kako ostala družba trpi zaradi posledic, ki se v družbo vnašajo, in to vnaša v družbo človek, ki nikoli ni bil voljen. Nikoli. Samo zaradi denarja in ljudje, ki so doma, in ti domači agenti, NVO-je, agenti, družbeni agenti rušijo družbo. Težava je v tem, da se je liberalno gibanje po vsem svetu usmerilo v progresivizem, globalizem in marksizem, da bi našlo rešitve za svetovne probleme. Tako tudi fundacije za odprto družbo. Ali pa je morda Soros v tej smeri vplival recimo na liberalno gibanje in svoje organizacije? Zdi se, da je ta odnos vprašanje, kaj je bilo prej, kokoš ali jajce, jajce ali kokoš, kaj je bilo prej. Ne glede na to, kdo je vodil njihove rešitve, največkrat vključujejo bolj urejeno družbo. Toda kdo bo urejeval vse države? Povejte mi, kdo bo urejeval vse države? Na kak način? Torej, tukaj naletimo pri tej Soroševi različici demokracije na eno veliko težavo. Ta nova in izboljšana, naprednejša, a manj močna demokracija se začne rušiti. Demokracija, ki ni vezana na močno nacionalno republiko, demokracija, kjer obstaja globaliziran sklop pravil, globalizirana republika, ki odloča o univerzalnih človekovih pravicah in razporeditvi sredstev, to postavlja
kot smo na začetku tega diskurza rekli, Združene narode na čelo. To je pa novi svetovni red. Se pravi, Soros je na svetovnem odru tisti igralec, ki družbo urejuje tako, kot Združenim narodom seveda to silno ustreza po agendi, ki so jo sprejeli in ki jo spremljajo skupaj s Svetovnim ekonomskim forumom. Soros predvideva in spodbuja različico demokracije z novimi in izboljšanimi univerzalnimi človekovimi pravicami ter urejeno dodelitvijo sredstev nadomestiti na socialno in individualno suverenost. Ta nova republika bi bila skupno sodelovanje med Združenimi narodi in ekonomskim svetovnim forumom za oblikovanje tako imenovanega strateškega zavezništva neizvoljenih transsocialnih organizacij, ki jih vodijo korporacije in njihovi lastniki. To pomeni, da bodo v svetu v bistvu vladali neizvoljeni birokrati in šefi mednarodnih korporacij, firm, tisti, ki imajo kešeke. Po tem modelu bo obstajala ena republika, ki bo vladala vsem, ki jo bodo vodili Združeni narodi, pod tem dežnikom pa bodo obstajale tako imenovane neodvisne, demokratične, samosuverene državice. To je resnično eksperiment v novi obliki vlade. Soroseva vizija je tudi odstranitev Amerike kot velesile in zamenjava ter dajanje te moči iz ameriških rok v roke Združenih narodov, Združenim narodom. In gledajte, vsi ti cilji zdaj trenutno delujejo usklajeno z navedenim programom KPK in Ljudske republike Kitajske. Združene narode vodi Kitajc. WHO, Svetovno zdravstveno organizacijo, vodi Kitajc. Bom naredil enkrat kratek presek tega, da boste videli, koliko Amerika da WHO-ju in koliko Kitajska da WHO-ju, koliko je ameriških prebivalcev in koliko je kitajskih prebivalcev in kakšna je moč besede ameriškega člana v WHO-ju in kakšna je moč Kitajca. Tako da ta kitajski virus je res kitajski virus. Te nove in izboljšane človekove pravice, če nadaljujemo zdaj, vključujejo zaskrbljujoči del tega, kar je napredno gibanje postalo. Te nove pravice vključujejo plačo za univerzalno preživetje. Temu rečejo sedaj pravična porazdelitev ali prerazdelitev. Jaz takšno pravično prerazdelitev prvič slišim, prej še nisem slišal, če pa se o njej govori, pa mislim, je ne občutim nikjer. Ne pride do mene ta pravica, ne vem, denarnici je ne čutim, na mizi je ne čutim, v hiši je ne čutim. Za vsak cent se moram potruditi. Za vsak cent moram nekaj narediti, moram dvigniti po domače rečeno rit, nekaj narediti, pa še to vprašanje, če se mi potem splača, če mi pogodba propade, če mi dogovor propade, ali pa javna naročila, kjer delajo podjetja z ne vem koliko 1000 delavcev in potem ne dobijo izplačil in družine in vsa podjetja propadajo. Pravijo tako, enakost za vse, izbira spola, univerzalno zdravstveno varstvo, enake možnosti za izobraževanje, open society, odprte meje, predpise o podnebnih spremembah, sankcije glede na trajnosti, sankcije za potovanja in dodelitev sredstev. Nekateri bi lahko rekli, mašina, pa vse to je v bistvu recept za ukazno ekonomijo, poveljniško gospodarstvo, no. To drugače ne moreš reči. In to poveljniško gospodarstvo vodijo iz Združenih narodov. Ali pa plansko gospodarstvo. Plansko gospodarstvo je tam, kjer vlada nadzoruje gospodarstvo. Včasih so v Rusiji imeli tako imenovane, ne vem, 5-letke, kolhoze in še ne vem kaj. Plansko gospodarstvo, ki temelji na globalizirani prerazporeditvi virov in bogatstva. Od vsakega po možnosti, vsakemu po potrebah. To vodi v tako imenovano zajčjo luknjo, ki zdaj v 3 letih dostikrat slišimo za ta izraz. Predlagane digitalne valute. Vse gre okrog denarja, se vrti, a ne? CBDC, Central Bank, Digital Currency in globalizira digitalne izkaznice.
pa smo tukaj, a ne, pri digitalni osebni, pa pri QR kodah in pri teh stvarih. Dragi moji, ampak od tod naprej, še majhen korak do spolskega pobočja, kdo in kako bo nadzoroval naše premike prek univerzalnih, recimo temo potnih listov, ki to niso več, in valute, ki to ni več, denarja, ki to ni več, kjer je način nadzora nad ljudmi skozi cenzuro in propagando. Za njihovo, naše dobro, vse je za naše dobro, ne? Ampak za njihovo, za naše dobro. Zdi se, da to mislita prejšnji predsednik v Ameriki in Barack Obama in Joe Biden, ko govorita o potrebi po cenzuri za ohranitev our democracy, naše demokracije. Poslušajte pozorno govore predsednikov v Ameriki. Our democracy. Ne demokrasi, demokracije kot demokracija zase, ampak our democracy. Krasno. Natančno tista logika, ki jo je tako temeljito raziskala, ki sta jo temeljito raziskala George Orwell in Aldous Huxley. To je zanimivo. Ker naj bi se ti cilji izvajali globalno, so Združeni narodi sodelovali s sodelovanjem zainteresiranih strani v obliki pogodb, s strateškimi sporazumi, ki države in nadnacionalne družbe zavezujejo k tej višji oblasti. To je ustvarilo zavezništvo med Združenimi narodi, Banko za mednarodne poravnave in med Svetovnim ekonomskim forumom WEF. Seveda je vse to v dobro nas, ne, mislim nas, v dobro vsega človeštva. Tako, no, zdaj za Soroša je cilj sodobnega človeškega obstoja vzpostavitev sveta, ki ga ne bodo opredeljevali suverene države, ampak globalna skupnost, katere sestavni deli razumejo, da so vsi skupni interesi za svobodo, enakost in blaginjo. Wow, kar božajo te besede. Ponovim, za svobodo, enakost in blaginjo. Po njegovem mnenju je ustvarjanje takšne globalne odprte družbe edini način za zagotovitev, da človeštvo premaga eksistencialne izzive podnebnih sprememb in širjenje jedrskega orožja. Smešno je, da je končni rezultat ravno nasproten tistemu, o čemer piše George Soros v mnogih knjigah. No, njegova vizija, Fundacija za odprto družbo, je preoblikovala svojega najhujšega sovražnika. Samemu sebi je postal dejansko najhujši sovražnik. In če zaključimo ta diskurs v tem kratkem prvem pogledu, pot v pekel je tlakovana z dobrimi nameni. Če slišite, da je nekaj zastonj, da je nekaj dobro za nas, za vas, za našo družbo, da je to super, potem vedite, da je to pot v pekel. In zdaj, seveda, proti utež temu načrtu lahko rečemo, da so države BRICS. Zdi se, da se ta nova koalicija pod vodstvom Kitajske in Rusije zaveda nevarnosti tega novega svetovnega reda in si prizadeva razviti in oblikovati lastno politiko mednarodnega nadzora. To je tako imenovana proxy vojna. Hoče prvi, kdo bo imel prej denar, kdo bo imel preveč zlata, kdo bo koga nadmudril, ne? Proxy vojna, kot se imenuje, tudi ta vojna v Ukrajini, postavlja ta spopad titanov v ospredje. Govori se o tem, da bo koalicija BRICS oblikovala svojo valuto. Mislim, da jo je že, ampak podprto z zlatom in drugimi kovinami. Rezultat tega pa nekako se še ni dobro razvil. Počakajmo, bomo videli. Brez kakršnih koli materialnih dokazov so oligarhični progresivci in Evropska unija prišli, poslušajte, do čudovitega zaključka, da če bo več zakonov, če bo več predpisov, če bo več cenzure, da bo s tem več enakosti in še več pravičnosti. Tako nas prepričujejo iz dneva v dan. Poslušam, berem in si mislim svoje. Človekove pravice bodo cvetele le, če bomo mi imeli več vaših podatkov o dejanjih,
več podatkov o vseh ljudeh in večje možnosti nadzorovati podatke drugih ljudi. Še več podatkov, AI inteligenca, več podatkov, bolj bo stroj sposoben, bolj bomo pod nadzorom. Usodna napaka te pravkar opisane logike je, da namreč več zakonov, več pravil, več predpisov in več vsega tega prinaša več omejitev in mnogo več upravljanja. Posledično zaradi tega pa več moči za globalizirano zvezo upraviteljev in teh istih korporacij, ki nas v to prepričujejo. Birokratska in administrativna kasta vse to vidi in to imenuje pot v pravični raj. Vsem ostalim, razen korporativističnim gospodarjem, seveda, pa se vse to kaže kot pot v avtorikratski totalitarni pekel. Za ene pekel, za druge raj. Tisti, kateri bi radi bili v raju, govorijo, da bomo mi v raju. Tako da, če obrnete sliko, če obrnete filozofijo in časopis preberete, kot sem že enkrat povedal, od zadaj naprej, boste razumeli. Sicer je pot tlakovana v ogenj, trpljenje in žalost. Med načrtovanjem pandemije so vlade in nevladne organizacije povabile velika farmacevtska podjetja, da se udeležijo njihovih srečanj in sedejo za mizo. Posledica tega je bila, da so velika farmacija in nevladne organizacije izkoristile to načrtovanje, da so podžgale strah in ustvarile situacijo, v kateri je bila edina rešitev tista, ki so jo lahko ponudili, in vsi vemo, kaj je bilo. Rešitev so bila cepiva, za katero jaz rečem, da si tega imena niti ne zaslužijo. Vrh v osebnem dnevniku dr. Faucija razkriva, da se je 27. januarja 2020 srečal z izvršnim direktorjem družbe Moderna, Stefanom Banchelom. To je vodilo do ideje in pobude za tako imenovani, vsi se boste spomnili, to je izrekel Trump, Warp Speed sistem cepljenja. To je torej največji pogrom, največje uničenje v zgodovini človeštva. Warp uničenje. Oni rečejo sistem cepljenja, ampak jaz rečem warp uničenje, warp ubijanje. Okay? Vprašajmo se, ali so bile vlade in upravniki, kot je dr. Fauci, tako nedolžni ali tako zelo naivni, ko so veliki farmaciji med pandemijo COVID-19 povsem zaupali, ali pa so bili skupaj v tej igri. Ja? Zakaj v Združenih narodih menijo, da Svetovni gospodarski forum v EF skupaj s 1000 največjimi podjetji na svetu ne bi skupaj izkoristili velike ponastavitve za gospodarski napredek? Vprašajmo se, so te vlade v ZN tako zelo naivni ali pa so tako zelo pokvarjeni v Združenih narodih. Soros je del večje kabale imenovane globalisti, ki vključuje znana imena, kot so David Rockefeller, Bill Gates, fundacija Ford in omrežje Omidyar, ki ga je ustanovitelj eBaya Pierre Omidyar. Večina globalistov je del skupine Bilderberg, kontroverzne napol tajne družbe bogatih in močnih, ki se verjetno ukvarja z določanjem globalne agende v zakulisju, vključno s spodbujanjem gibanj za spremembo režima v vzhodni Evropi, Zahodni Aziji, Srednji Aziji in Severni Ameriki. Evo, ponovno si lahko zastavimo isto vprašanje v zvezi s tem, ali je gospod Soros zelo naiven ali pa zelo pokvarjen. Glejte, je eden najbogatejših ljudi na svetu in je lastni fundaciji Open Society Foundation dal, kot smo rekli, 18 milijard lastni fundaciji. Ko govorimo o 18 milijardah, govorimo o denarju, ki ga je dal svoji osebni fundaciji. 32 milijard je pa ostalo v 120 drugih držav. Tako da boste vedeli, o kakšnem denarju in kam gre. Kakorkoli že, tisto, kar namerava on in njegove fundacije za odprto družbo leta 2023 narediti, je vredno spremljati in se informirati.
Da ne boste mislili, da jaz danes o tem govorim prazno ali brez veze. Ne. Začelo se je dogajati na popolnoma drugih nivojih. Včeraj, 17. se je zgodilo že v našem državnem zboru. Preberite si mal tole igralko Niko Kovač, njene soigralce, ki so jo namerno na cesti izzivali, da je vpila, klicala policijo in potem vsi plačani mediji strani Soroša so o tem pisali in javnost pripravili, da je zdaj ona upravičena tam postati neka predsednica, ki jo Golob postavi. Bedasta igra, bomo še o tem govorili. Strahotno. Poglejmo si torej Soroševe novice v določenih medijih v zadnjem tednu. Povedal vam bom naslov, povedal vam bom, v katerem Cajtengu je pisal, sem si vzel čas, sem to preiskal in o čem določene države pišejo. Ker dela človek v 120 državah, dela štalo, po domač povedan. Poglejmo najprej na Balkan. Bosna leži na južnem koncu Evrope, evropske celine. Dolgoročni cilj Bosne in Hercegovine je, da se pridruži Evropski uniji. To si lahko pogledate tudi v Cajtengu, je bilo pred kratkim, zato je Evropska unija Bosno priznala kot državo kandidatko. To odločitev je sprejel Evropski svet leta 2022 in je del trenutne agende za prihodnjo širitev Evrope. Bosna poskuša sprejeti zakon, ki te neprofitne organizacije in nevladne organizacije označuje za tuje agente. ZDA in EU pa močno pritiskajo nazaj, da ni res. Seveda je res. Čim ti pritiskajo, da ni res, veš, da si zadev v jedro, v srčiko. Vse nevladne organizacije so torej tuji agenti na domači zemlji. Koliko je nevladnih organizacij v Republiki Sloveniji? Če bi vam znal jaz povedati v zadnjih 3 letih, kaj vse smo v društvu doživeli, kakšne padalce, kakšne napade, kakšno hinavščino, kakšne kraje, kakšne podle članke po časopisih, kaj vse so počeli, ampak mi gremo naprej. Vse ne prijemamo na te njihove finte. Kakšne ljudi so nam v društvu pošiljali vse. Poskušajo s svojimi agenti uničiti vse, česar oni ne plačujejo. Vse, kar deluje samostojno, smo rekli, individualizem se uničuje in tega mi v društvu ne dovolimo si vzeti. Ker mi smo v drugi samoupravi in nas se ne tiče, koga Soroš plačuje, nam je pa hudo za družbo. Torej, kdor hoče se lahko vključi v društvo Belis, mi smo popolnoma drugi samoupravi, nas ne zanima Golob, nas ne zanima, kaj počnejo, živimo sicer skupaj, ampak oni imajo svoje ideje, mi svoje. WHO nas sploh ne zanima, policija nas ne zanima, sodišče nas ne zanima, zato ker mi smo v svoji samoupravi. Jaz si tega ne izmišljujem, to nam daje Ustava Republike Slovenije. Namreč nadzor državnih organov se zaključi v 144. členu Republike Slovenije. Naše društvo deluje pa po 145. členu, kjer lahko delujemo po zakonu o društvih tudi v smislu državne uprave. Okay? Lahko izdajamo dokumente, naša predsednica ima neomejena pooblastila, imamo svoje sodišče, imamo svojo strukturo, imamo svoj statut in imamo svoje usmeritve. Lastne usmeritve. Dobrodošli v društvu Belis. Okay? Zdaj Bosna pravi, dajte te agente ven. To vedenje, ta informacija in to ozadje je pomembno zdaj za naslednjo novico, ki vam jo bom povedal. ZDA, Evropska unija in bosanski Srbi si prizadevajo, da bi nevladne organizacije označili za tuje agente. To je bilo v Balkan Site 13. marec 23, časopisni članek. EU in ZDA so kritizirali načrt voditelja bosanskih Srbov Milorada Dodika, predsednika pretežno srbske entitete Republike Srpske v Bosni, da bi spodbudil nov zakon v ruskem slogu, ki bi tej entiteti omogočil, da označi civilno družbo in nevladne organizacije kot tuje agente. Tu so vtaknili zraven še civilno družbo in nevladne organizacije. Mal tema je preširoka, jaz bi rekel samo nevladne organizacije,
ki so izbrani ljudje iz civilne družbe, ki to počnejo naklepno, namerno in za denar. Tuji agenti torej. Zakaj torej Bosna poskuša sprejeti zakon, ki neprofitnim organizacijam in nevladne organizacije označuje za tuje agente? Dalje, v članku postane odgovor jasen, kot pojasnjuje voditelj bosanskih Srbov Milorad Dodik, predsednik pretežno srbske entitete Republike Srpske v Bosni. Dodik je posebej omenil odločitev Soroševe fondacije za odprto družbo, ki jo vodi istoimenski liberalni milijarder, da svoj balkanski sedež iz albanske prestolnice Tirane preseli v bosansko prestolnico Sarajevo. Gre za očiten namen delovanja po principu, ki so se ga naučili po svetu in izvajali, kako destabilizirati družbo. Seveda se bomo mi pri tem tujim vplivom Soroša, pred temi sistemi, ki jih izvaja, zaščitili. Soroš je tukaj nesprejemljiv, je dodal Dodik. Opozicijski župan, pazite, opozicijski župan Banja Luke, upravnega središča Republike Srpske, ki na vse zadnje v vsem nasprotuje Dodiku, se je glede tega z njim celo močno strinjal in je dejal, vsako organizacijo je treba preveriti, katera ustanova pa zdaj v Sloveniji lahko to vrstne za naš prostor, recimo, organizacije preverja. Obstaja pri nas kakšna služba, ki bi preverjala take ustanove, kaj počnejo, kam gre denar? Ne more, ker vlada sama v tem sodeluje. Ne? Kadar ne delujejo za interese ljudstva, je zelo hudo, ampak če delujejo pa za interese Soroševega in drugega in tujega kapitala, je pa še huje. Na ta Dodikov odziv, da so nevladne organizacije, njihovi člani tuji agenti, je bil odziv Evropske unije blazno hiter. Tiskovni predstavnik delegacije Evropske unije v Bosni in Hercegovini, gospod Ferdinand König, je napovedal te napoved predpisov v zvezi proti Dodiku, ki bi lahko bistveno omejili, zožili prostor za državljansko udejstvovanje za Evropsko unijo, ocenil kot nesprejemljivo mnenje. To poroča spletna revija Buka. In glejte, odgovor na to je bil, Bosna je pripravljena tvegati celo vstop v Evropsko unijo, da bi preprečila destabilizacijo, ki jo povzroča George Soros. Na tej točki se zdi, da sta zdaj obe strani v pad poziciji. Na varnostni konferenci v Münchnu februarja je George Soros napovedal, da mora Svetovna banka, kot smo danes že slišali, prevzeti nadzor nad podnebnimi spremembami. Ker se Soros včasih tudi kaj ustavi, kot recimo zdaj v Bosni. Čestitam vam, Bosanci, vsaka čast, super. Še v Sloveniji je treba to narediti. Vlada mora reči, ven in bomo imeli mir, pa se te neke Kovač naj preselijo, ne vem, kamor čijo. George Soros poziva Svetovno banko naj prevzame nadzor nad podnebnimi spremembami. To je pisalo v Washington Times 23. februarja 2023. To so zdaj inserti izseki iz teh člankov in Washington Post piše dalje. George Soros, milijarder, filantrop, to je vmeševalec vlad po vsem svetu, je v nadaljnjih pripombah udeležencem Münchenske varnostne konference dejal, da morajo finančne inštitucije, zlasti Svetovna banka, prevzeti vajeti podnebnih sprememb in uporabiti svoje položaje gospodarskega vpliva za politiko in za rešitev planeta Zemlje pred propadanjem. In v naslednjem dihu je dejal, da je predsednik Svetovne banke David Malpass, ki je zanikal podnebje, včeraj odstopil. Moramo preusmeriti naše mednarodne finančne inštitucije, zlasti Svetovno banko, da se osredotočijo na podnebne spremembe, je še dejal Soros. Namreč, to potem iz enega časopisa v drugega časopisa prenašajo kot papigo in to novico širijo. To me spominja na papeško pismo, kot sem včasih, ki sem bil kaplan v cerkvi, sem si pripravljal čez teden svojo pridigo, svoj govor in potem je prišel pa seveda šef in je prinesel en list in rekel, to je pa papeško pismo, ki so ga iz škofije poslali in ga moramo v nedeljo prebrati.
moja pridga je šla po vodo, tematika potem seveda ni bila za naslednji teden več aktualna in jaz sem mogel brati kot New York Times, seveda iz Rima, kaj on dol sporoča in to je šlo po celem svetu. In tako se družba preoblikuje z besedo. Zato nam hočejo zavezati in vzeti moč govora, moč svobodne besede. Ali je v tem delovanju George Soros nevaren? Vsekakor je nevaren. Zelo je nevaren. O tem vprašanju govori Times of India in to najdete tudi, to je bilo zdaj v marcu ta članek v Indiji, najdete tudi seveda članek, zakaj bo George Soros zagotovo izgubil svojo umazano vojno proti Indiji. Zdaj se selimo malo iz države v države, ampak to je vse zdaj v zadnjem tednu, zadnjih 14 dni informacije tega Sorosa, kot da bi se začel svet nihati. Soros je že lagal, da bo Indija priklicala državljanstvo milijonom muslimanom. Civilizacijski preporod zamejuje z ozkim nacionalizmom in bije vojno proti ideji, ki ne obstaja. Milijarder George Soros je nenavadno napadel odprte družbe, kot so ZDA, Indija in nekateri deli Evrope. Se pravi, vsako dobro demokracijo, vsako družbo, ki je odprta, ki dobro deluje, ki funkcionira, takrat pošlje v družbo plačance, ki delajo subverzijo in uničujejo lepo, prijetno življenje. Okay? In to je škoda. Kot smo rekli, Indija in nekateri deli Evrope, vendar se je povezal z zaprtimi in samotnimi ideologijami, kot sta skrajna levica in islamizem. S temi se je Soros zdaj povezal. To izraža neverjeten ego tega bogataša, izraža njegovo naivno in nevarno prizadevanje za oblikovanje svetovne politike tudi na način, da po potrebi celo ukroti svobodno voljo ljudi. Sorosa dejansko moti vsaka ponosna, svobodna, samozadostna in uspešna nacija. Od ZDA do Izraela in do Rusije, do njegove matične države Madžarske. Nova Indija je v nasprotju z njegovo idejo o kaotičnem svetu brez državljanstva, v katerem imajo mrhovinarji, kot je on, korist s podporo marionetnim režimom in milicam. Sorosu, lejte, so prepovedali delovati, kje vse? Madžarska, Rusija, Turčija, Malezija in še drugod. Indija je njegovo fundacijo za odprto družbo, ki to ni, ustvarila na seznam predhodnega dovoljenja dohodnih tujih sredstev po njegovem sovražnem govoru leta 2020, v katerem je obljubil $1 milijardo za spremembo režima v državah z naraščajočim nacionalizmom, kot je Indija. Sorosov propad je predvsem v njegovih lastnih protislovjih. Je kapitalist z vizijo nadzorovanega kapitalizma in filantropije. To, da ustvarja in deluje prek najhujših skrajnih levičarskih anarhistov in celo skupin obtoženih terorističnih aktivnosti in dejanj. Tako je. Ker normalen, pošten človek v to njegovo igro ne bo šel. V to igro gredo samo ljudje, ki so teroristi, ki so nesrečni, ki so v svojem življenju nezadovoljni in ki si želijo maščevati drugim. In to v imenu dobrega, lepega, open society in sreča in vsa družba bo srečna. Njegova roka je vidna v Black Lives Matter, BLM se spomnimo, in pa v PFI, Popular Front of India. Iz islamizma in komunizma, dveh najbolj avtoritativnih in nasilnih ideologij, je naredil zaveznika v svoji viziji izgradnje tako imenovanega bolj odprtega sveta. Kakšno odprto družbo je mogoče zgraditi s skupinami, ki zagovarjajo, povejte mi, tako nasilne, zaprte ideologije? Eno govori, drugo misli. Eno plača, tretje se zgodi. Tole, kar zdaj delajo v Sloveniji, v državnem zboru, vsemi temi sestanki, kar mediji pišejo in podpirajo. No, dajmo pogledati še par drugih stvari, pa bom potem se tega še dotaknil. Takole je.
George Soros povezan vsaj s 54 vplivnimi medijskimi osebnostmi prek skupin, ki jih financira ta milijarder. 54 vplivnih medijskih osebnosti po celem svetu in to so takojšnji novinarji, veste, to je CNC, NBC, CBS, Bloomberg, NPR, Washington Post in drugi vodilni, ki so povezani s Sorosevim denarjem. O tem je pisal Fox News 19. januarja 2023. Liberalni milijarder George Soros je glede na novo študijo, ki jo je izvedel Media Rights Capital Business, MRC, povezan z nekaterimi najvplivnejšimi medijskimi osebnostmi v Združenih državah in v tujini prek gotovine, ki zagotavlja posameznikom njihove povezave. Več kot 32 milijard dolarjev, ki jih je levičarski milijarder George Soros vlil v svoje organizacije za širjenje svoje radikalne agende odprte družbe, o splavu, o marksistični ekonomiji, o anti-amerikanizmu, o odpravljanju denarja policiji, defund the police, smo takrat slišali med covidom, o okoljskem ekstremizmu, o fanatizmu LGBT po vsem svetu. Na njemu se je to obrestovalo. Zgleda, da človek v tem celo uživa, ko uničuje družbo. Sta zapisala poslovna analitika MRC, Josef Vazquez in Daniel Schneider. Pravzaprav mu je njegovo financiranje pomagalo vzpostaviti viziji z nekaterimi največjimi medijskimi osebnostmi v Združenih državah in tujini, ki vsakodnevno pomagajo indoktrinirati milijone ljudi s svojimi sprevrženimi pogledi in morbidno kulturo. MRC Business je našel vsaj 54, tako da jih je našel teh 54 novinarjev, medijskih osebnosti, ki so povezane s Sorošem prek svojih povezav, z organizacijami, ki jih financira, sta v nadaljevanju Vazquez in Schneider dejala. To vključuje osebnosti, kot so NBC Night News, Lester Holt in izvršna urednica The Washington Posta Sally Busby. Torej, George Soros je med letoma 2016 in 2020 medijem nakazal 131 milijonov dolarjev, ugotavlja ta študija, in to je študija Fox Newsa 5. januarja 2023 prinesla seveda novice. No, tako, liberalni milijarder George Soros je med letoma 16-20 131 milijonov dolarjev dal za medijske skupine in to je človek, ki želi temeljito spremeniti svet, je dejal ustanovitelj Media Research Center Brent Bozell. Soros je aktivističnim medijskim skupinam po vsem svetu namenil 13,1 milijonov dolarjev in v 253 novinarskih središčih, da bi razširil svoje radikalne levičarske ideje o marksistični ekonomiji, o antiamerikanizmu in tako naprej, kar smo že prej našteli. Se pravi, se novice spet ena z drugo podvajajo. In tako naprej. MRC Business, del konservativnega centra za raziskovanje medijev, razkril drugo poročilo iz te tridelne serije, ki raziskuje obseg Sorosovega vpliva na mednarodne medije. Ne si misliti, da to, kar se je zadnje dni dogajalo v Sloveniji, o tem incidentu, ki je insceniran, mediji so komaj čakali, ker so imeli denar, bili so plačani, to zdaj na veliko oglašajo. A mislite, če grem jaz, Mihajl, po cesti, pa bom tam me nekdo pogledal ali me, ne vem, nekdo neki, in bom jaz rekel, je grozno se počutim, pokličem policijo in zdaj potem pišejo vsi na veliko. Družbena omrežja, se pravi vsi ti njeni člani, Inštitut 8. marec in tako naprej in tako naprej. To so te finte, s katerimi se spreminja družbo. Žalostno je, ker je vse naprej načrtovano, pa potem pa temu naredijo pot, zato da se javnost ne upira. Neprofitna organizacija, ki jo financira milijarder George Soros, je leta 2011 tiho donirala 140 milijonov dolarjev v politične namene, poroča CNBC 4. januarja. Neprofitna organizacija Georgea Sorosa je samo
eno leto pred mestnimi volitvami vložila $140 milijonov v politično obremenjene neprofitne organizacije. In teh $140 milijonov donacij in dodatno več kot $170 milijonov je Soros osebno prispeval med ciklom vmesnih volitev leta 2022, volitvam, ki je na njih vplival za pomoč demokratskim kampanjam in odborom za politično ukrepanje. Naslednji članek, ki ga zdaj tudi prinaša, se pravi, organizacija, ki jo organizira in financira Soros, pomaga študentski organizaciji kljubovati DeSantosovim reformam visokega šolstva, poroča Daily Caller, 13. marec 23, Kalifornija, oziroma Južna Florida. Mreža, ki jo financira filantrop George Soros, deluje s koalicijo študentov, staršev, alumnov in zaveznikov, ki nameravajo kljubovati reformam, ki jih spodbuja republikanski guverner Floride Ron DeSantis. Vpliva Sorosa na ameriško politiko tako ni mogoče podcenjevati. Nikakor ne. In da povemo samo še to, objavljen je v letošnjem letu ta gross receipt njegov, ki jih ima on kot filantropist, kar se tiče njegovih financ za letošnje leto 2023, je profitiral s temi svojimi dejavnostmi, ki mu dajo denar tudi druge države, ki jim je v interesu destabilizacije ali njihovih sosedov, ker tukaj je cela politika v igri. Cirka 2 milijardi pa $500 milijona je profitiral s tem, ko je financiral NVO-je in tako naprej. Če iščete po Geizterju, razkrije veliko, pravzaprav ogromno neprofitnih organizacij z imenom Soros Open Society s prihodki v desetinah in stotinah milijonov. Ni si težko predstavljati, da je večina teh organizacij povezanih z Georgeom Sorosom ali pa vsaj posredno, neposredno z njegovo družino, z njegovimi prijatelji. Ta vrsta političnega in družbenega vpliva je šokantno, predrzna, ampak deluje. Deluje. Poglejmo primer. Milijarder George Soros je postavil nov osebni rekord v svojem zadnjem poskusu vplivanja na kampanje v ZDA, saj naj bi podaril več kot $50 milijonov za levičarske namene in kandidate na volitvah leta 2020. In kot kaže, se bo to nadaljevalo tudi v prihodnje. Celoten finančni izkaz je takšen. Če pogledamo v leto 2016, je Open Society financirala, ta fundacija financirala cirka 255,000 nevladnim organizacijam teh dolarjev. Zdajle pa ne boste verjeli $1 milijardo v letošnjem oziroma v letu 2021, kar je obračun narejen. To se pravi, iz 255,000 2016 v 2021 je postal tako vpliven, da zdaj pa že $1 milijardo razdeli nevladnim organizacijam. Ponovil sem zato, da boste slišali. Ker to so številke in to so sistemi, o katerih se mi normalni ljudje ne pogovarjamo. Morda je to včasih dolgočasno poslušati, ampak v teh besedah, ki jih danes govorim, se premikajo temelji zemlje, temelji družbe, temelji človeštva. In če tega ne zaznamo in če tukaj nismo pozorni, kaj se dogaja okoli nas, in če smo samo mrki in se sedimo na kavču in nič ne naredimo, ničesar ne rečemo, je to konec z nami. Treba je vsaj govoriti prijateljem, gostilni na pivu, če že drugačne. Naj se širi beseda, da je to, da so tuji agenti plačani pri nas preko NVO-jev, preko društev, ki jih, pa veste, kako to plačujejo? Soros da denar državam in ministrstva potem NVO-je plačujejo. Vse to ne da direktno Soros. To je vse narejeno tako kot uradno. Država sama nas v to pelje in ubija. Vse veste, da ne morete priti zraven v vlado, v ministersko sobano ali pa kar nekam tako prideti ali pa biti izvoljen, če nisi njihov. Ja, naj vam bo jasno. Glejte, sin, seveda moraš biti sin Georgea Sorosa, Aleksandar moraš biti, njegov sin,
da so ti vrata odprta. Ali moraš biti pa Nika Kovač tamle povezana z Barackom Obamo in z Georgeom Sorosom in tako naprej, zato da ko prideš pred Goloba, da Golob je ves ponižen takole, a ne? Hudo, ja? Glejte, Aleksander Soros je večkrat obiskal v zadnjem času, no, Bidenovo hišo in dobil povabilo celo na državno večerjo. Človek, ki ga nihče ni volil, ampak ker ima človek debelo denarnico, veliko denarja, ni problem, ga povabiš na večerjo v upanju, da bo potem tam pred tebi tisto večerjo, če že ne plača, ampak kasneje pustil vsaj par milijard. Sin levičarskega milijarderja in filantropa Georgea Sorosa je večkrat obiskal Belo hišo predsednika Joea Bidena, ko je podpiral demokrate z donacijami za kampanjo in spodbujal svoja pogosta srečanja z demokratičnimi politiki, kažejo zapisi. George Soros, ustanovitelj velike liberalne mreže, kot smo rekli, Open Society Foundations, ki dodeluje donacije, se pogosto držal nekako skromno v ozadju, medtem ko je vplival na celotno demokratično politiko, kako? Ne z jezikom, ampak prek financiranja. Aleksander Soros, to je 37-letni sin Georgea Sorosa, je bil na družbenih omrežjih bolj javen o svojih prijetnih odnosih z zakonodajalci, ker ti si lahko s denarjem tudi vplivaš, da zakon sprejmejo, podkupljivi, a ne, politiki, v državnem zboru naši poslanci dvignejo roko in zato dobi 500 000 evrov v žep, ker je dvignil roko, zato da so zakon sprejeli, ampak s tem je udaril v bistvu po življenju vsakega od nas. Žalostno. V tem članku, o katerem zdaj govorimo, a ne, kako sin vpliva zdaj naprej, je bila objavljena nedavna fotografija, kjer se je tudi Alex Soros, sin Georgea Sorosa, z Obamo slikal in seveda tudi z mnogimi drugimi. Potem je potem še en članek. Alex Soros, doktor znanosti, je namestnik predsednika Open Society Foundations in je diplomant programa, pazite, Young Global Leaders 2018. Sorosov sin je šolan kot Young Global Leader, a ne, preko Svetovnega gospodarskega foruma pri tam, a ne. To se pravi, gre vse za isto kliko. Vsi med sabo sodelujejo. Katerakoli od teh novic bi morala vsakomur z zdravo pametjo dati misliti. Jaz, ko sem to prebiral, sem si rekel, pa čakaj, pa vse ni res. To, mislim, te ljudi bi bilo treba samo umakniti, ampak ne moramo, lahko pa vsakemu rečemo ne in pokažemo svojo suverenost. V državi, ki ti hoče nekaj povedati, nekaj prodati, ali pa omejiti svobodo gibanja ali govora, reči ne, hvala lepa, to je moja pravica. Tukaj sem zato, lahko govorim, lahko hodim, omejevanje pa je prepovedano. Ne? Vsakemu zdravo pametjo mora to dati misliti. Nihče od neizvoljenih ljudi ne bi smel vplivati na globalno, kaj šele na lokalno politiko, posebej ne na tako celovit način s podkupovanjem v imenu filantropskega financiranja. Dejstvo je, da so se Soros in njegove številne neprofitne organizacije v vseh teh letih naučile usmerjati denar v državno politiko, kjer lahko veliko spremenijo za svojo korist in še za večje bogastvo. Z leti in s prakso so se naučili zaobiti vse zakone s pomočjo političnih donacij. Ok, bodimo odkriti. To, ko rečemo, da Soros financira NVO in tako naprej, mogoče se zdi malo do teh društev, ki jih je v Sloveniji NVO 23 000 registriranih NVO-jev, malo tako, ker ta društva sodelujejo z ministrstvi na različnih področjih, kulturnem, političnem, športnem, da ne govorim. In ti ljudje dobivajo od ministrstva denar, seveda za določene projekte, ki jih izpeljajo. Marsikdo niti ne ve, da je to Sorosov denar, ki mu ga ministrstvo da. Marsikdo niti ne ve, da dela za projekt, ki bo čez 10 let
njemu samemu podkopal temeljne, osnovne človeške pravice, kaj šele njegovim otrokom. In žalostno je, da nekdo nekaj počne, nekaj prevaja, nekaj dela, nekaj lobira in ne razmišlja o dolgoročnih posledicah. Neprofitne organizacije ne bi smeli biti izstrelki, v katere bi premožni ljudje vlagali denar kot način vplivanja na nacionalne politike, na državne in meddržavne usmeritve, na kulturo in na koncu tudi na naša življenja, saj gre za nas. In za konec, da ne bo pomote. George Soros vsak dan glasneje dokazuje, da je poosebljena definicija nacista in fašista s tem, ko grozi, da bo iztrebil vse, ki se z njim ne strinjajo. Kot je v uvodu zapisano, ko je prebral navodila Kapitala, ker se dosedanji direktor Svetovne banke ni strinjal z načinom uvajanja podnebnih sprememb, je odstopil. Svetovna banka mora namreč prevzeti nadzor nad podnebnimi spremembami, torej nadzor nad svetovnim prebivalstvom, če vmes preberemo navodila za kuhanje čaja proti Sorosovim bolečinam. Sedaj pa še samo 2 besedi o sovražnem govoru. Teatralno zaigranega medijskega teatra o obveščanju javnosti, o politiki, o upravičenosti igre predsednika vlade dr. Roberta Goloba z Niko Kovač. Torej, včeraj se je zgodila prva seja, zapomnite si, včeraj, 17. se je zgodila prva seja strateškega sveta za preprečevanje sovražnega govora na čelu z gospodično Niko Kovač. Še noben predsednik slovenske vlade se z očitno sprenevedavo pozornostjo ni tako osmešil, kot se je osmešil dr. Robert Golob. Sramota. Janez Janša, njegov nasprotnik, se seveda zdaj smeji, ker mu s takimi nebulozami tlakuje, bog ne dej, a ne, upamo, da bo kdo tretji, pod zavrnitev na oblast, ker to so psihopati. Oba sta psihopata. Oprostita, pa itak zdravniku. Jaz vam to povem, Mihajl Belis iz Društva za srečno življenje. Verbalni delikt iz člena 133 Kazenskega zakonika Socialistične federativne republike Jugoslavije, samo moment, da ga najdem, kam sem ga dal, če je kje tle v bližini, sem ga hotel prebrati. Ja, evo ga. Vrača se zamaskiran ta zakon v preobleki sovražnega govora. To je 133. člen, izpisan iz Federativne republike Jugoslavije in govori, kdor z namenom, da bi ogrozil ustavo, določeno državo ali družbene ureditve ali varnost, SFRJ poziva ali ščuva k temu, da se silo spremeni država in družbena ureditev SFRJ, strmoglavijo najvišji organ oblasti, njihovi izvršilni organi in tako naprej, skratka. Kdor pošilja ali spravlja SFRJ-v material, ki je v svoji vsebini tak, da poziva ali ščuva k izvrševanju dejanj iz prvega odstavka tega člena in tako naprej, to je tisto, kar sem vam govoril, da so zaplenili pisano besedo v samostanu v uvodu in zdaj se to preko tega. Glejte, verbalni delikt vrača tistim, ki se vse malo spoznamo na pravo, meni je kristalno jasno, kam to pelje, je povsem jasno, da bi oblast sovražni govor v skladu z 279. členom že obstoječega kazenskega zakonika, bi že s tem členom lahko omejevala po obstoječi zakonodaji. Seveda pa to ni interes trenutne vlade, sploh pa ne izvršilne oblasti, saj si predsednik vlade Robert Golob svojo moč predstavlja mimo obstoječe zakonodaje. Ok, obstoječe zakonodaje, ok, ampak mimo obstoječe zakonodaje pa vpeljuje hujšo, to je tole preko Nike Kovač. Sveda, on bo delal svoje stvari, ona bo pa potem izvajala ta genocid nad govorom. Saj si predsednik vlade, kot smo rekli, predstavlja moč mimo obstoječe zakonodaje, kar se je pokazalo že v egocentrični izjavi Roberta Goloba, ko je sodnikom obljubljal, če se spomnite, povišane plače za 600 evrov, ne da bi se zavedal, da za kaj takega on sploh nima podlage v zakonu. Žal, takšna je pač pravna zavest našega predsednika. Pri tem se človek lahko upravičeno zaskrbljujoče vpraša, kako lahko upravlja tak človek državo,
če pa ne pozna niti tega, kako bi pravna država morala delovati. In ti potem da za predsednico Niko Kovač, ker je na cesti eden grdo pogleda. Z nebulozami še kar nadaljuje. Tako kot je Janez Janša s svojimi protizakonitimi in protiustavnimi odloki, katerim smo bili priča. V prvem dnevu sem rekel, da je protizakonito in so me ljudje čudno gledali, saj to je odlok. Ja, okej, je odlok, ampak to ni zakon. Čist preprosto, odlok ni zakon. Ne poznajo, ti ljudje ne poznajo prava. Oprostite, neuki so, žal mi je. Robert Golob s svojim nepremišljenim, kot smo rekli, egocentrizmom in grožnjami zavitimi v celofanček, hoče preprečevati sovražni govor, želi ustrahovati slovensko javnost. Kot kaže, mu ne gre prav nič za nič drugega kot za ustrahovanje in discipliniranje ljudi, kar je lastnost egocentričnih oseb. Verjetno mu gre za discipliniranje ljudi, ki niso zadovoljni z ravnanjem politične oligarhije, predvsem izvršilne oblasti, ki jo predstavlja Golob. S tem politično nespretnim dejanjem kaže, da se kot oblastnik vtika v pravosodje. S tem dejanjem mu ne gre za zaščito sovražnega govora, ampak za zaščito politike, ki zavestno ravna proti ljudstvu. Torej, z vsemi temi dejanji ščiti politiko, ki dela proti nam. Tega ne bomo dovolili. Trik je odkrit, zdaj vemo, kako se to počne, zdaj vemo, kaj je namera. Smo obveščeni, ergo, zdaj se boste mogli nov trik spomniti, ker tale ne funkcionira več, je razvodenel. Slovenija bi morala dobiti institucijo, ki bi ščitila ljudi pred sovražnim delovanjem oblastnikov. V eni izmed naslednjih sej se bi strateški svet lahko ukvarjal tudi recimo z drugim odstavkom 297. člena Kazenskega zakonika, ter seveda tudi z drugimi členi, ki se lahko nanašajo na izvrševalce oblasti. Tega seveda od njih ni pričakovati, saj je povsem jasno, kakšna je njihova naloga. Slovenska politika je očitno izgubila svoj kompas, ravna se zgolj po sugestijah in sklepih zunanjih usmerjevalcev. V takšnih razmerah pa seveda lahko pridejo do veljave osebe, ki s svojim politikanstvom zavirajo družbeno, ekonomsko, politično in pravosodno samostojnost. Če slovenska politična oligarhija ne bi delovala proti interesom ljudstva, se ji ne bi bilo treba bati jeze ljudi, saj bi ji ljudje izrekali zgolj pohvale. Za deviantne osebe pa obstoječa zakonodaja povsem zadostuje. Hvala lepa, samo še uvednost, ko jo opazite, vzdržujte enakomeren tempo dihanja. Ne pospešujte niti upočasniti, niti hitrosti. Se pravi, stabilizirajte se, ko jo srečate, izogibajte se nenadnim sunkovitim gibom, ker to je lahko nevarno. Ne spreminjajte smeri gibanja, ker bo to zelo narobe. Izogibajte se stiku z očmi, pogled uperite pa v tla. Govorjenje ni dovoljeno, spuščanje kakršnih koli drugih zvokov je lahko in bo uporabljeno proti vam. Če je možno, zadržite dih do tiste varne razdalje vsaj 20 metrov. In to so bila navodila za varno srečanje Nike Kovač na ulici.